Dober dan, Ula Furlan, igralka mlade generacije, ki jo zelo cenim, oboje, Ulo in njeno generacijo. V digitalijah si, zanima nas tvoje digitalno življenje. Kako se je začel, kjer je bil tvoj prvi kompjuter, koliko si bila stara in zakaj si ga uporabljala? Prvi kompjuter, stara sem bila po mojem 10 let ali pa 12, ful časa sem prosila fotra, da bi investirali v to opremo in se nadgradili v to, da bi bila kompatibilna s svojimi sošolci, ki so že imeli 286 pa 486. Mislim, da je bil 486 oziroma Pentium 2 nekaj, kar je prvič prišlo k meni domov. Pri sošolcu vem, da smo nabijali Prehistorika pa Mortal Kombat 3. Igrce. Za špile. Prva stvar, ki sem jo pogooglila, ker sem bila majhna, je bil fucking Brad Pitt. Internet je delal toliko počas, da se je slika nalagala vsaj ene... O katerem letu to govorimo? To je bila letnica? To je bila letnica 92-93. Frišen internet. Vi ste imeli, čakaj malo, takrat interneta v Sloveniji še ni bilo, ne vem koliko, na kile, ne? Zelo počas. Na dekagrame ga je bilo. Ja, kako da ste imeli internet tako zgodaj v hiši? To je Miša zrihtala, ne? Miša je zrihtala. Miša je zrihtala, ampak ja, tudi se mi zdi, da smo šele počas se učili, kaj pomeni sploh biti spletni uporabnik. Jaz vem, da Yahoo je bil takrat, ircali smo ful, pri računalništvu smo se igrali Doom 3, pa pol vsi simultano fajtali v eni sobi. A je kdaj res prišel, veš, ker so vedno reklamirali, češ otroci rabijo za domače naloge delati v šoli, pa rabijo računalnik. A si kdaj rabila računalnik za šolo? Ja, ampak to zelo kasneje. A ne de? Zelo kasneje. Prej vse je bilo blef, ne? Osnovna šola, tudi gimnazija, se mi zdi, da maturirali smo zlahka brez Wikipedije. Tako da ne, faks pa to. Kjer je bil tvoj prvi telefon? Detel, Cego, oranžen. Detel? Ja. Čakaj malo, se spomnim, bom najdel fotko. Veš kakšen, huge, oranžen, mama ga je kupila. Fotke nisem najdel, sorry! Nisi imela občutka, da ti ga mama kupuje zato, da imela kontrolo na te malo bolj, a veš? V trenutku, ko se je izkazalo, da kontrola ne funkcionira, sem pa zgubila telefon, pa mi ga je zaplenila za mesec, pa sem ga pol dobila nazaj. Tako da ja, ne, pač definitivno se mi zdi, da tudi se nismo imeli kaj zelo blazno za pogovarjati, čeprav sem imela tudi svoj stacionarni telefon v svoji sobi, ker pač ne vem, se ti kot teenagerki zdi, da je treba se vse ful povedati skozi, čeprav 7 ur v šoli. Danes pa uporabljaš? iPhone 4S. iPhone 4S, zadovoljna? Zadovoljna zelo z vsem, kar mi ta telefon omogoča, predvsem to, da mi ni treba biti doma in čakati pri računalniku, kdaj mi sreča svoje poslovno življenje, kar pomeni, mailamo, smo odzivni takoj, imamo dostop do interneta itd. Skratka, da če telefona ne bi bilo tegale, bi se ti že poznalo na kruhu. Ja. Oziroma pač doma bi pol več človek previsel, tako si lahko hitreje odzivan, pač prebereš mail, naučiš se sproti, odgovoriš, se pravi... Daj malo preglej, kjer je aplikacija, imaš gor, pa kaj uporabljaš. Ne bom, ti lahko samo poveš. Ok, ne, sej, kaj, aplikacije, ki se mi zdijo super so, kaj, SoundCloud, Viber, Shazam, ful imam nekih fake Instagram wannabe footageov, ne, se pravi retro, ta film, pa Facebook fotke, pa šeramo pa to. YouTube, Viber, Skype, za muziko, čakaj, kaj imamo še? Špilam ful mal, nimam nobenih pametnih špilov, imam Twitter, pa nimam zelo odzivnosti na Twitter accountu. Mogoče si premalo aktivna? Mogoče. A bi mi predlagal, da sem bolj? Lej, splača se probat, kaj te pa košta? En teden malo začni malo moriti, razumeš? Spomni si neko svojo finto, kakšne džoke, karkoli. Ne vem, kolena pokaž, no. Neki, jaz ne vem, no, na prvo žogo. Ja, to. Prav, tvoj naslednji telefon bo kateri? Ja, po mojem bomo ostali zdaj Apple, ne, za prisežnica. Se mi zdi, da smo pol enkrat, ko se navadiš na to hitrost, na to, kako to funkcionira, nič več toliko ne verjamem se to. Hvala ti lepa. Hvala lepa tudi vam. Srečno pri snemanju nadaljevanke. Zdaj smo na setu, ne. Filmar. Lega producent.